Najprej lepo pozdravljeni v imenu festivala Pranger z nekakšno uverturo v sklenjeni del festivala Pranger. Zakaj uvertura? Letos se je festival Pranger začel že nekoliko prej, in sicer 13. junija v Celju, v Mladinskem kulturnem centru, z otvoritvijo razstave Poetična Krpanka. Sicer je Katja Goračan v osnovni šoli drame skupaj z učenci pripravila en tak poetični projekt in rezultat tega projekta je razstava v Mladinskem kulturnem centru v Celju in razstava je odprta do 5.7. Toliko za uvod. Danes smo se tukaj izbrali zato, da bomo nekoliko prodebatirali razmerje, ki se mu reče poezija in turizem. In sicer takole, začel bomo recimo z enim takim, bi postavljen tak klišej, dve skrajni točki družbenega polja, recimo na eni strani imamo turizem, kot nekaj, s čemer se danes vse obrača, nekaj, kar določa tudi ekonomska logika, recimo. Na drugi strani imamo neko obrobje, imamo poezijo, ki jo poganja, rečemo temu logika nekega pesniškega ustvarjanja. Pravim, to so klišeji, okoli odsotki nekaj predstav. Zdaj pa, da bo stvar bolj zanimiva, se lahko seveda vprašamo, je ta razdalja med poezijo in turizmom res tako velika, kot se zdi na prvi pogled? Ali lahko turizem kaj da poeziji, ali mogoče lahko poezija da kaj turizmu? In seveda, če že v tem našem okolju en drugim že kaj daje. Okay? Veliko čast mi je, da lahko predstavim moje današnje gostje. Tokrat smo moški v mašini za tem mizjem, nobenega ni iz Ljubljane, tako da smo izpolnili vse te politično korektne kvote skoraj. Ob meni je Polonca Blažič, jaz imam tudi, sem malo plan tega se pripravil. Prihaja iz Maribora, je soustanoviteljica multidisciplinarnega raziskovalnega inštituta Maribor. Se ukvarja s turizmom, je turizem tudi študirala in ekonomijo v Innsbrucku, v Münchnu se je spopolnevala. Delala je v marketingu turizma, recimo družba Terme Maribor. Vodila je Apart hotel Pohorje, danes pač dela samostojno in sodeluje z različnimi projekti, recimo na zadnje tudi strategija razvoja Prekmurja. Pomurja, tako. Da smo projekti tako. Ampak, da te popravim, v bistvu nisem želela reči temu papirju strategija, ki je predal dostav. Poskušala sem taktično operativno načrtati s strategijo. Sem vam to napisano. Taktično operativno načrt razvoja in promocije Pomurja. Vam napisano. Sodelovala tudi po drugih projektih, mogoče uspešno, ko ste omenila projekt Ryanair, recimo revitalizacija mariborskega letališča, potem zelo pomemben projekt je vsekakor sodeluje z eno pokrajino v Avstriji in vodiš trženje v Sloveniji za njih. Tako da to bo zaenkrat, tako Polonci je Janja Spevel. Je eden od prvih, če ne prva, tako, ki se ukvarja z literarnim turizmom, na področju turistične stroke, seveda iz tega tudi diplomirala na univerzi v Pomorskem, se pravi na fakulteti za turistične študije Portorož.
Na Kratovi mislim, da je prva katedra tu v Sloveniji. Za kulturni turizem. Za kulturni turizem. Tudi magisterska naloga, ki bo kaj kmalu gledala, je prav tako podroben primer. Mislim, da gre za v povezavi z projektom DSP, Slovenska pisateljska kultura. Drugače pa se ukvarja prežilo, če tako rečem, tudi z turističnim vodenjem in moderiranjem in z PR-jem, če sem prav zasvojil. En zanimiv kredo sem navedel PR. Literarne zgodbe predstavljajo navdih in glavno orodje pri delu. Sem si ga vzel zato, ker mislim, da je po mojem zelo tak zanimiv koncept za današnji pogovor. Zadnja gostja, Lorjana Weber, diplomirala je sicer iz politologije na FDV v Ljubljani, danes pa končuje tako magisterij kot doktorat. Sicer magisterij na Gransko na FDV z naslovom Vpliv življenjskih stilov na nakup knjige. Na Filozofski fakulteti pa doktorat poezija kot element družbene spremembe. Je pesnica, izdala je 2013 pesniških prvenec, prosti plat. Je ustanoviteljica inštituta IRIU, v katerem razvija eksperimentalno inovativno pristop na področju branja kulture in pa direktorica Mladinskega kulturnega centra Maribor. Celje, hvala. Dobro. Toliko o predstavitvi gosti, te več bomo zvedeli tudi skozi njihova mnenja. Bi šel kar direktno na področje potrebe, želje, ljubljenja. In sicer zanima me po vašem mnenju, kaj turizem in se tudi kaj poezija, katere potrebe pa želje, pa mogoče banka, ki znamo se nagovarjati. Turizem, poezija, pa ustvarjati, katere potrebe pa ustvarjati. Ja, jaz smo danes v tem hoteli, oziroma temu muzeju verjetno za svojimi pogledi malce štrlela ven, oziroma upam, da ne bom preveč razočarala, ker jaz vedno te dve besedi, potrebe, želje, hrepenenja, vedno povezujem, glede na to, da sem ekonomistka, da v bistvu skrbim za tisto področje v turizmu, da se ustvarijo neki tokovi, torej da se nenazadnje ustvari nek posel, vedno izhajam iz tistega končnega, torej iz prodaje. In jaz te dve besedi potrebe, želje vedno povezujem z potrebami in željami potencialnih gostov. Ne, potencialni gosti smo v življenju mi vsi v nekem trenutku. Skratka, ja, deliti nas, v bistvu vsak dan, tako kot živimo, se nam zdi, da nekako ritem življenja in način življenja, ki ga imamo, da se nekako ukalupi. V bistvu vsak si želi na svoj način neke individualnosti in se tudi radi povezujemo v neke skupnosti. Želje, potrebe so tisto, kjer iščemo drug drugega, kjer se recimo identificiramo. Hvala. Jarino mnenje pa je nekako vezano na Maslovo hierarhijo potreb. To je naprimer bila tista moja še prejšnja študentska asociacija, ki smo jo obravnavali po predmetu psihologije v turizmu, torej čisto enostavno, ko imaš tiste osnovne fiziološke potrebe zadovoljene, pa potem družbene in tako naprej, prideš do vrha potreb po samoaktivizaciji. Torej, potovanje še vedno v našem svetu bi naj predstavljal nek luksusno dobrino, po drugi strani pa zopet nekaj nujnega, nek oddih, sprostitev. Poznamo cel kup definicij in teorij na to temo. In zanimivo je tudi, potrebe, po mojem mnenju, so seveda, kot je moja soseda tukaj že dejala, povezane z zadovoljevanjem oziroma motivom, na kakšen način gostje potujejo.
In prav motivi, ki silijo gosta k potovanju, so najbolj raziskana tema v turizmu, po mojih podatkih. Po drugi strani pa tako bistveno, torej razlog, zakaj sploh potujemo, je različen. Znano je tudi, da države, višje razvite države sveta, imajo nek drugačen pogled na potovanja, drugačne motive, tudi mogoče mi veliko več potujemo, kot na primer Indijci oziroma katere kombinacije v državah manj, kar seveda mogoče še nimajo zadovoljenih, če se vrnem na začetek tistih osnovnih potreb, z katerega vse maske postavlja. Tako, po mojem. Hvala. Ja, tukaj bi se jaz... A se mi dovolj slišimo za premokno? Ne, to je samo na glas govorite. Samo na glas govorimo, ne? Ja, okno je vredno. Okno je vredno, Ja, mogoče bi jaz tukaj za uvodoma povedala samo to, pač moja izkušnja. Jaz sem se nekako vedno osebno borila s tem, tudi ko sem odraščala, kaj si eno ali si drugo. Ali sem umetnica ali sem pa tista druga plat, ki tudi v meni pač te, kako ne rečem, menedžerske stvari, ki me zanimajo. Ker zanima me sistem, funkcioniranje sistema, kako stvari izboljšati. In pa sem pač na eni točki prišla do tega, da se mi pravzaprav za nič ni treba odločiti, da pač dve strasti lahko gojim, ena brez druge ne more. In tam se je pač začela ta moja pot raziskovanja pač obojega. In to je nekako tudi spodbudilo to pot, to temo, s katero sem se ukvarjala v magisteriju in tudi danes v doktoratu. Sem se želela na kolegico navezati, ki je zelo dobro izpostavila to hierarhijo potreb, ker pred to zadnjo, torej samo aktualizacija, estetska, pa pred tem kognitivna, pa družbena, ljubezni, pogled in tako naprej, če greva zdaj navzdol. In to se mi zdi zelo pomembno, če se zdaj navežem za poezijo, zakaj? Zaradi tega, ker kaj je tisto, kar nas žene. Ko se pesniki pogovarjamo med sabo, se mi zdi, da tudi sama kar zelo hitro začutim neke razlike. Pravijo ponavadi, če lahko vendar lepo splošno, to je moje osebno mnenje, ki ga nekako vedno skušam razlikovati od nekega znanstvenega, od nekih analiz, da ponavadi rečemo pesniki, umetniki, estetika, lepota, tisto prebrnjenje, tisto, kar te žene. Ampak vendarle imamo umetniki med sabo ravno to različne potrebe, različne želje. Torej, lahko je za nekoga ne toliko lepota, lahko je tisto, kar je pred tem, torej ugled. Jaz vem, da recimo na neki stopnji v mojem življenju je meni recimo poezija pomenila čisto osnovno varnost, torej nekaj, kar sledi tistim osnovnim fiziološkim potrebam. Tako jaz bi rekla, da se, kar se mene tiče, poezija zaobjema to, ampak ni nujno, da je pri vseh umetnikih enako. Meni osebno danes je to samo aktualizacija. Jaz poezijo delam, živim v vsem tem, kar počnem, ampak lahko je pa to verjetno za nekoga bolj ogled, pa manj drugo. Ne vem, mogoče to prepletanje. Za tiste, ki piše. Ampak vsekakor jaz ne moram govoriti v imenu vseh, razmišljam na podlagi nekih pogovorov, in pa seveda tudi to analizo, ki sem jo delala nacionalno, vpliv življenjskih stilov na nakup knjige mi je marsikaj povedala. Moram reči, da te analize še danes vedno uporabljajo v projektih, ki se jih lotevam, ki mogoče včasih izgledajo zelo naključni, ampak ne, ker ravno, če želiš, da je nekaj odmevno, da je ljudem blizu, mora imeti neko osnovo. Vsaj pri meni je tako, da ponavadi raziščam, ne prepuščam stvarem naključje. Naključje je bolj tisto, kaj potem vsak posameznik s tem naredi. In danes se okusi spreminjajo in tudi poezija se na to odziva in tudi turizem. Treba je ljudi vendarle, da bom rekla grdo, da se izrazim, upoštevati, pa hkrati tudi od njih zahtevati. Neka taka zmes. Življenjski stil, ta analiza se da tukaj videti, zaenkrat če skrita, da je doktorata? Ne, se
tudi, ko sem sodelovala pri uporabi osnutka nacionalnega programa za kulturo, sem pač neke izsledke tega mislim tudi povedala, čeprav je veliko, rečem, boljša in kasnejša analiza, tako je ministrstvo naredilo, mislim, da Ministrstvo za kulturo 2 leti nazaj, ko so torej obsežnejšo in modernejšo, ker lepa že moja je že stara, torej 4 leta. Življenjski stil zagotovo tudi igrajo vlogo v turizmu. Tu so kakšne analize narejene, tu so bolj prava? Ne. Verjetno so. V bistvu je zdaj v zadnjih 3-4 letih, odkar sem delujem za eno uspešno avstrijsko destinacijo, pretežno črpam podatke avstrijske Temone, ki je organizacija Isfajtwerk, to je sorodna organizacija kot Spirit, oziroma slovenska turistična organizacija. In oni zelo skrbno proučujejo vse trende po trgih in po v bistvu motivih, po hrepenjenih in potem po v bistvu na ciljne skupine gostov danes ni moč več gledati tako, kot smo tukaj v Sloveniji vajeni, tudi v nekih strateških dokumentih še najti na pare, na družine, na best agerje, torej 50-55 plus, na upokojence, na skupine, na individualne goste. To je recimo v Avstriji, bolj ko ne pa se, v bistvu se ljudi, potencialne goste, povezuje v skupnosti, ki jih definirajo neke skupine želje oziroma potrebe in življenjski slog je potem tisto. Hrepenenje je eno, po življenjskem slogu, po debelini denarnice, po okoliščinah, kako se združujejo oziroma kako živijo, je pa potem tisto, kar jih definira, ko pridejo v destinacijo, ampak sama izbira pa izhaja iz njihovih notranjih potreb, ne od nas, ki recimo nekaj storitve ponujamo, bodi si to aktivni turizem, bodi si to zdraviliški turizem ali pa zadnji literarni turizem, kulturni turizem. Meni ljuba, če smem, mi tako nekako posplošeno rečemo moderni turist, kako si ga predstavljamo, nekako je več skupka storitev, torej za turista vemo, da moramo nekaj dobrega pojesti oziroma še prej potujemo, torej je vključen transport, hrana, celo okolje. Skratka, moderni turist danes ga ne smemo več dojemati kot skupek vseh teh turističnih proizvodov oziroma storitev, ker za njega pomembno izkušnje doživeti. Torej neke tako imenovane mehke vsebine, trajnostne naravnane, gledajo bolj celostno na cel prostor. Tako za navezavo, da danes je pomembno izkušnje oziroma doživetje, sploh kulturni turizmi, ker kulturni turizem pa je nekakšno neko polje, ki ga tudi UNESCO in mednarodna oziroma svetovna nacionalna turistična organizacija mu napoveduje do leta 2020 skokovito rast. V bistvu med vsemi vrsti turista ravno kulturni je tisti prvi in seveda v okviru kulturnega je pa potem ta zelo nišen in majhen literarni, če se lahko tako da smo na dolgo. Jaz bom tukaj dodala prav vse, kar je nišno, je z vidika prodaje. Jaz bom vedno dodala, da je tisti končni element, to je prodaja. V bistvu ti lahko razvijaš, ne vem, najmenitnejše stvari, če ti tega nisi sposobno prodati oziroma zamenjati za neko trgo valuto, to je to vse skupaj brez zveze. Prav nišno je danes v dobi interneta pač zelo enostavno targetirati in so marketinški sredstva toliko manjša, ker v bistvu je velik trend. Kako s tendencami v turizmu, danes ste zdaj že nekaj vreme, pa mogoče ne ta globalni, ki se vsem bolj mogoče drža tega bolj specifičnih tendenc turizma. V bistvu jaz sem v okviru te raziskave oziroma tega strateškega dokumenta za ponude se cirka leto dni ukvarjala z trendi, s tem, da sem pač sedemdravne dire pretežno
študirala in v bistvu to, kar Slovenija počne zeleno, aktivno, lokalno, tukaj pridelano, identično, avtohtono z nami, torej nam lastno, to vse se upada tudi z globalnimi trendi, skratka, vse, kar je naše. Problem bolj vidim v tem, kaj je naše, oziroma kako mi to sami dojemamo in kako smo to sposobni prezentirati. Sicer pa je bilo bolj zanimivo to, ko sem šla gledati generacije za mano. Jaz sem tipična predstavnica X generacije, ker smo ravnotežje med delom in življenjem imeli še na delu. V bistvu to smo delo in obveznosti in to, kar je pač potrebno postoriti, smo dali pred naše življenje. Generacije, ki prihajajo, torej, ki bodo v delovno intenzivno panogi, kot je turizem, kreirale, torej ustvarjale, torej Y in potem Z generacijo, recimo Z sploh nima več spomina pred digitalno dobo, v bistvu funkcionirajo drugače, kot gledala sem kot delovne, torej kot bodočo delovno silo, torej kadre in po drugi strani goste prihodnosti. Tukaj se nam obetajo velike spremembe tega, kar poznamo po strani. Spravo, kaj bi lahko rekli kulturni turizem? Velike spremembe v tej smeri? V smeri, da bodo prav takšni nišni produkti, recimo tu bi jaz s primerom mogoče navedla, Berlin je en tak fenomen, kjer ta postturizem prav spreminja obliko mesta. Zdaj jaz se ne bi res v Sloveniji primerjala z Nemčijo ali pa Ljubljane, z Berlinom. Gre tudi preprosto z vidika jezikovnih barijer, ampak ena petina celotnega biznisa v turizmu, ki znaša, tu sem si malo številkah nisem ne zapomnila, 1,1 bilijonov dolarjev je globalno biznis turizma. Ena petina tega je turizem mladih, ki so leta 2007, recimo, prvi motiv jim je bil sprostitev zabava. 2013 je že na 45%. Želijo si naučiti drugega jezika, želijo si povezati še tudi za potovanje, želijo si delovne izkušnje pridobiti, ne 2 tedna imeti dopusta počitnic, to, kar je X generacija, ne? Mesec pa pol do 18 mesecev dopust počitnice, spoznati kulturo, spoznati tourist guide, torej turistični vodnik, ni več turistični vodnik, je greeter, govorijo o mikroturizmu. V Mariboru je en luškan poskus nanoturizma z turistično agencijo oziroma bilo na Reisefiber, kjer te pesnik, umetnik, bivši krojač pokaže svoj Maribor, na primer. Se mi zdi, da je čist copy-paste Berlina. Ampak, pač, jaz bom vedno gledala ekonomske učinke, ne. V Mariboru so lačni, v Berlinu niso, ne. Ker je pač zgodovina, kultura, pretok, gostov pač drugače. Ampak te nišne zadeve... Hočete reči, so v turizmu lačni ali nasplošno? Reisefiber biro v bistvu nima tega prometa, ki bi si ga želel, oziroma težko stopa s tem novim segmentom, kjer v Berlinu gre tako. Tukaj bi se mogoče navezala, ko se rekli recimo mladina, recimo kaj iščejo. Jaz recimo vidim pri nas, v Celju, v tem mladinskem centru, imamo še hostel, ki ima 50 postelj, in se mi recimo glih na to skupino, torej mladih, smo osredotočeni. Nam vsako leto, recimo lani smo imeli čez 5000 učitev, v enem letu, v avgustu smo imeli največ, odkar je hostel leta 2010, skoraj 1000, in mi ravno to, recimo, počnemo. Torej, mi zdaj ne čakamo, da bo nekdo prišel k nam, ampak mi, recimo, poskrbimo, da se pri nas vršijo usposabljanja. To prihaja, recimo, imamo
konstantno 12 partnerjev, to so tisti trdni, drugače jih imamo recimo 30, in prihajajo k nam iz cele Evrope, poznanje, kako voditi organizacijo, neformalno učenje. Mi imamo veliko teh vsebin, tako kot ste rekli, da potem jih privabimo. Ampak to je samo ena plat, ker jaz pravim, čim več potreb moraš ti zadovoljiti, in mladi so zelo zahtevni. To je ena, torej, da pridejo poznanje, seveda, absolutno se tudi poznavamo, in pa še tretja stvar, ko pač imaš vsebino, to pomeni tudi v kakšnem prostoru da pač nastanitev. Recimo v našem hostlu so vse sobe povezane z lokalnimi legendami. Torej, iskali smo lokalne zgodbe, kulturo in vsako sobo je pač naredil drug umetnik. In potem, kaj se zgodi, jih peljemo so v teh sobah, tam stanujejo in potem peljemo še na umetniško četrt, kjer živijo umetniki, ki ustvarjajo, da popeljajo skupaj z njimi jež. In greš, torej se ta zgodba plete, ti iz tega, ki vam vplivajo, napleteš stvari, da se potem od tega pravzaprav, to nam je cilj, celo mesto s tem poveže. In recimo, tudi Vse to sem hotel vprašati nekaj tako dobro rečeno, da se v bistvu trži naše stvari. Poezija je na nek način zelo naša. Mislim, vse je tem. Ja, pa 68% vseh gostov v Sloveniji je tuji gostov. Ja, to je ta jezikovna meja. Pa vse imamo kar nekaj prevodov, so temi tako problemi. Če smem odvisno, to je ravno tisto najbolj atraktivno oziroma pogosto vprašanje, jajanja, kako boš ti Cankarja prodajala, Sej Cankarja pa noben ne mara, on je bil pa grdo mame, to pa je neka tista laična percepcija gosta, pred katerimi nastopamo znanost, ker jaz sem historistična stroka, kot rečeno. Je pa tema, ki se nanaša na raziskave, namreč smem literarni turizem v svetu je znanstveno raziskan od leta 1994, kar pomeni še 20 let, se o tem piše in govori. Torej, kot je rekla Polonca, tako kot imajo v Berlinu, že delajo neke stvari, ampak seveda to ni primerljivo, eno Slovenijo primerja z Berlinom, ampak kot rečeno, je to za nas eno dragoceno znanje, kako iti naprej, kako mi vse te stvari predstaviti, ponuditi, zapakirati za turiste. Še enkrat se prevečujem, ampak to je moj jezik stroke. Če se vrnem nazaj na Prešerna, kot že reče, na Cankarja, gre za to, da dejansko s pomočjo knjižni turizem se pomagamo s pomočjo ostalih, kako ne rečem, pomagačev, kot že rečemo. So sredstvi, so produktov. Integralni turistični produkt, to je strokovno profilno izrazoslovno. Vsi ustavljajo lahko razvoj. Ja, gledajte, ni nujno. Se pravi, zato, da je tako, mislim, konkretno. Mogoče je laično, ampak ne vem, če poznate vrh, kaj se na vrhu dogaja, kaj vse tam pince delajo na zavodu Ivana Cankarja. Naprimer, oni imajo Cankarjevo južino, ki postrežejo, tam je tudi ena pražarna kave in skobar. Ljubljančanka Polona Pačnik, v vsaki mladinski knjigi kupite njene šalčke, že razmišljate, o čem govorim, Torej, ti pelješ konkretno enega gosta na izdelku vrhniki, so zgodovino, z eno ustrezno interpretacijo nekega Cankarjevega dela, potem ga pelješ v Cankarjevo južino, seveda v tem ne smemo pozabiti, da mora biti to predstavljeno na ustrezni način, avtentično, ker potem se hitro banalizira oziroma nastane nekaj drugega, kar ni, to je zelo problem. Ker je potrebno sodelovanje tako stroke, kot seveda nekih varkov, kulturne dediščine, konec koncev varkov, literarne dediščine in tako dalje. Skratka, imamo že konzulterico, tam se nabavi skodelica, kava in ti odneseš ta spomin, ta dogodek domov, razlagaš o tem prijatelju, mogoče to je en tak laičen primer. Potem zopet Posočje, nagrajena pot miru in Hemingway. Turistični snovalci premalokrat izpostavljajo Hemingwaya, sploh ga ne. Naprimer, ko prideš pa na Kubo, si pa ne predstavljaš,
piti v njegovem lokalu mohita, katerega je pil Hemingway, drži. Ne? In to je tisto, da v bistvu mi imamo en cel kup nastavkov, naše zgodbe so unikum. In dejansko to so tisti potenciali, ki bi lahko Slovenijo uvrstili v kulturno bogato turistično destinacijo. Ko govorimo o destinacijah, ne? Govorimo o zmesu vsega, kar zajema vse te destinacije. Ima sem ciljev prav to smer, se pravi, ne zelo mnogo v to tradicijo, ki jo sicer poznamo, vsi poznamo od Cankarja, ampak je odnos pač tak, ko je. Jaz mislim, da ni nujno, da je to slab odnos, ko se zdi. Ker poznam kar nekaj ljudi, ki radi gledajo od Cankarja. Seveda, tudi jaz, ampak tako, percepcija splošno. Drugo stvar pa se danes, to, ki si ti omenila, ta ulica umetnikov. Umetniška četrt. Tu se, tudi če je sposobna od kjerkoli vala, se mogoče se tudi Berlin izmislil. In v Mariboru ta problem je razi fika. Sedaj, v Mariboru bi najbolj lahko tudi ponudil umetniška četrt, če bi obstala. Zdaj je varianta pač taka, da sedaj je treba nekaj določene stvari imeti. Mislim, da tukaj je vedno več stvari, ki se pač pridajo naproti. Če imamo čist primer, Celes, pač ta umetniška četrt, to ni zdaj nekaj, kar ima, ne vem, 20-letno tradicijo, pa nekaj bo to nastalo pač pred nekaj leti. Ko so dali enemu umetniku in dala občina prostor, da si ga ljudi, pa si ga potem so še enega in še enega, tako je čisto več spontano, so se stvari spomnile in so to čez čas pomenovali umetniško četrt. In jaz, ko sem bila pač prvič tam, jaz sem bila res, sem bila pač brez besed, ker ti lahko imaš umetniške prostore, ki so prostori, samo ne pa domovi, umetnosti na temu tako rečem. In sem bila pač zelo presenečena, mislim, pozitivno. In če se mogoče navežem na to debato minuto, dve nazaj, ko se boče omenila Cankarja in to, meni se zdi to izredno pomembne zadeve, kako nek doživljaj, neko izkušnjo ustvariti za nekoga oziroma skupaj z njima. In jaz osebno sama, ne glede na to, kakšne projekte delam, da me zelo zanima eksperiment, inovativnost, sem recimo v sebi tako, bi rekla, imam ta zelo tradicionalen, poezija, tema, noč, tišina, doma, nikogar ni super. Ampak, ne smemo pozabiti, da se seveda ljudje se spreminjamo, časi se spreminjamo, želel si, da ljudje ne bi bili toliko zaračunalniki in tako naprej. Statistike kažejo, seveda, okusi se spreminjajo, ampak nič narobe, če temu sledimo in če mi to literaturo, poleg te klasične, vse nihče ne pravi, da bomo zdaj zaprli za omare, pa da je konec z njo, ravno nasprotno, ampak samo dodano je še nek drug doživljaj. Jaz vedno rada več pravim, seveda imamo veliko ljudi, ki ne bere, ki poezijo ne zanima, potem pa daš ti neko drugačno izkušnjo, da rečem zelo grdo, kar sama sicer ne bi uporabljala rada tega, pa bom vseeno, zapakiramo poezijo še nekaj druga in ustvariš neko novo izkušnjo, za katere upaš, da bo ta izkušnja vendarle tega posameznika, ki sicer ne bere, pripeljala do knjige, da bo le šel, da si bo sposodil, ljudje, ali si jo kupil, ne vem, nam so nekaj imena, tisti, ki se ukvarjamo z literaturo, samoumevna, pač mi podržali, mislim pa ne, da karikiram, se tudi v Ljubljani, nekatera imena, komu rečeš, srednje šolcev, pa kar že ne pozna več. Torej, pač brano kulturo je treba na čim več raznovrstnih načinov, imamo različne okuse, raznovrstne načine, da se to prepoji in da se pride do ljudi. Ok, bom še malo temo odvrstno. Hotel sem to, ko je res klišejni način. Slovencev ne bi bilo z knjige, se posod omenja, pa že gre malo na drugo, ko to ljudje govorijo. Danes sem se peljal iz Maribora, ko sem z Urško poslušala poročila na Radio Aks. In, pač sem povedal, ampak je šla iz zgodovinska knjiga, mislim, da ima naslov S puško in knjigo, ali z orožjem in knjigo.
puško in knjigo Tako, ja. možno repejo. Tako, ne? In skratka seveda govori o drugi svetovni vojni, partizanstvo in obejo in kak je bilo to pomembno za samo to gibanje. Se pravi, ne samo puška, ampak tudi knjiga. Na konc koncev so se čete divizije in tako vemo, kako imenovali, po slovenskih pesmih in pisateljih. In še ena zadeva tu omenjena, recimo, mislim, da nek ameriški poročevalec, ki je poročal ameriški vojski oziroma Slovenije, je pač točno to rekel, ne? In iz tega tudi naslov te knjige. Skratka, da se tu dogaja nek boj s puško in knjigo. In zdaj, to je neka naša, jaz ne vem, kako je recimo francoski odpor, ne? Drugo svetovno vojno, kako je polski. Tle je neka posebnost, se mi zdi, s katero bi se lahko umestili v to široko kulturno ponudbo in kot mi že reče, mi ne moramo se razbrdinom tekmovati v tem, ne Maribor, ne Ljubljana, sploh ne, in tako naprej, nekako to vrstno ponudbo. Se ne bojo ljudje, mladi turisti izbirali tisto, ki zanima kulturni turizem, bo gledal Berlin, bo gledal Ljubljano, kaj se takega ponuja, se vem. Ampak neko specifiko je pa lahko ponudno. In če že to lahko ponudno, mislim, to se vem, da je klišetna, to neka rojstvo nacije iz duha knjiga, kako bi rekel, da ličijo na glavo vrno. Ni nekako to smo. Bi se dal tukaj? Jaz bi mogoče tako rekla, no, da zopet mogoče tukaj izhajam iz te analize življenjskih stilov, da mogoče pač smo ljudje že po naravi nagnjeni, pač k temu, da iščemo nekaj čisto drugini, to je pač človeška narava, in prav na tem, da tek rečem, moje pač osebno mnenje, da bi mogoče mogli v Sloveniji pač graditi, smo majhni, imamo veliko lokalnih posebnosti. Tako kot recimo, če se sam pač bereš literaturo, pač poznaš tiste, ne vem, pač glavne avtorje, ampak iščeš neke, bom rekla, lokalne ali pa knjižne posebnosti, ki so mogoče pač jih je kanon zaobšel in te zanima, da iščeš nek drug jezik, neko drugo strukturo, nek nov pogled. In mislim, to je neka zadeva, ki se meni zdaj, ko razmišljam, zdi neka korelacija pač za turizem. Jaz sem dodal McDonald's v Sloveniji, ne boš tega poiskal kot neko lokalno specifiko. V Celju boš poiskal nekaj, kar ni v Mariboru. In isto je pri literaturi, pač če kaj je tisto, kar te res zanima, pač drugače. Jaz bi se samo vključila tukaj. Zdaj mi je to čisto razmišljanje, ki sem vam poslušala porodilo. Ne vem, morda precenjujemo potencialne mišne strukture gostov. To popraševanje zares obstaja. V bistvu ne vem, če imamo čas in denar ustvarjati potrebe, kot je to počel Apple nazadnje. To je moje ključno razmišljanje tukaj. V bistvu, tu smo zdaj v krogu zelo, bi rekla, v eminentni družbi izbrancev. Jaz ne vem, če je zunaj, pogledajte na trg, pa dajte tak prek palca oceniti, koliko je teh vseh turistov, ki jih je na Mariboru, je to svet. Maribor je v bistvu prazen, nažalost. Koliko je takšnih, ki jih pa to zanima? V bistvu mi nismo, ko govorimo o turizmu, nismo zaradi nas samih tukaj, ampak zaradi gostov, ki so nekje. To se mi zdaj ves čas poraja. Tukaj se mi zdi še, se mi je zdaj porodila še ena misel. Jaz vem, ko smo bili lani, smo šli ravno pač na obisk čez nekatera avstrijska in nemška mesta. Zakaj? Skupaj z občino in sicer zaradi te ideje mestnega marketinga, ki se je pred dobrimi letom pa pol oziroma 2 leti so ga začeli obujati v Celju. Torej, kako obuditi te ulice, kako ljudi ven pripeljati, kaj ponuditi, kako, ampak potem, ko potegneš črto, seveda to s turizmom povezano, s to lokalno politiko, je seveda ta
da v Avstriji, Nemčiji, to ni nekaj, kar je nastalo čez noč. To so 10 let vlaganj. To so stoletja vlaganj, ampak ko smo pa se z njimi pogovarjali najbolj aktivno in trdo 10 let. Ne, recimo, če zdaj primerjam Celja, ker se skozi tudi lokalno, pač za tukaj zgodovino imamo, tako močno zgodovino, evropsko zgodovino, pa kako malo se ne izpostavlja. Kako pravzaprav sam tli ta kultura, kako sploh ven tega pravzaprav ne izkoristi. In ponudi nekemu povprečno izobraženemu le na To je tako, zadnje, če bi rekli, da nimamo časa dosti globoko luknje skopati, da bi drevo zasadili. ne Pa uspravi. da lahko zasadimo tam, ne vem, eno, ne vem, par mesečno, ne vem, zelišče. Zemljišče so drugače večno. Naslednje leto spet. Če dovolite eno mojo asociacijo, zagotovo je na mestu, da je dejansko res težko nekaj tako nišnega in posebnega nekomu predstaviti, da je to stvar večjih ljudi, posameznikov, inštitucij države, zavesti, glede na Kreativnosti. to imamo. Kreativnosti. Tako. V uvodu je bilo rečeno, sama sem turistična vodička in seveda to so moje prijateljice po celem svetu, po Sloveniji. Ljubljana, vemo, kako se turistično drži, rečemo zelo dobro, da se zelo skrbelo, čeprav po številu 10,8% ustvari letnega prometa, torej turističnih tokov, medtem ko druge mestne občine po Sloveniji 6,5%. Ljubljana v bistvu vse pokriva, oziroma prekosila. Čeprav po nočitvah je pa še vedno obala prednjači, Pri prenočitvah so zdraviliške občine, torej zdraviliški turizem, pred 10 leti smo začeli praviti wellness turizem in smo v bistvu pustimo to. 31,9% ustvari zdraviliški turizem, kjer so segmenti gostov, ki bi jih kulturni, literarni, zelo zanimivo. Gorske občine so na drugem mestu, obaljne občine so na tretjem mestu, polje Ljubljana. In zdaj, če pogledamo gorske občine in zdraviliške občine, pa bom dala, jaz sem vedno rada konkretna, na primer Avstrijcev, ki ne vem, kakšno mnenje imate vi o njih, ampak mi v Mariboru, ko smo tam bliže, znamo kako sočno povedati na račun Avstrijcev. Ampak jaz jih občudujem. V bistvu smo si po nacionalnem karakteru dosti podobni. V bistvu bi si lahko Napoleon zvrtali za tisti zadnji. Ampak z razliko od nas, kar oni znajo, si zastaviti cilj in kot ovce, to, kar ste vi prerekli, štur, Urška, trmasto, slediti ne eno leto, ne reči, da moramo drugače, ne 2 leti, ne 3 leta, 10, 15 let. Tudi država, In oni se v bistvu bottom up ugotovijo potrebe in se potem na nacionalni ravni dogovorijo, kaj je tisto. 1, 2, maksimalno 3 prioritete, nič več. Tudi Nemci, ne? Tudi Nemci. Isto. Jaz sem tudi delala eno raziskavo, da se to malo interveniram. In v bistvu tukaj lahko povem, jaz delam za pokrajino Vagra in Klajnar, ki je pač res ena mala dolinica, 2 vasici, 4900 duš, tam živi 1 milijon prenočitev ustvarijo na leto, samo z tem, kar je Slovenija. Aktivno, zeleno, lalala, ampak tam je živel gospod, ki je spesnil Sveto noč. In ker Avstrijci imajo v bistvu sami sabo blazno konkurenco in so blazno v bistvu štajerska, tirolska, taki so kot mi, ampak Solnograška je rekla, mi se bomo ločili od druge Avstrije s tem, da imamo produkt Stille Nacht, takrat, ko imajo oni opening, ko imajo oni Weihnachtsmärkte, imamo mi Stille Nacht. In vse gre na Sveta noč, blažena noč. In potem imajo v tem času vsa Solnograška po vseh kočah, imamo za takoj asociacijo na našo planinsko zvezo, ki je v bistvu literarno, tudi se so bili ki so v bistvu spodbujali vse to. En prvih, planinarska tudi, naprimer,
planinski turizem, ker turizem se tako zelo rad druži s vsemi panovami in temami, tudi dejansko ni raziskovanje. In tudi v bistvu naš planinski turizem je res nekje približni Kostica, čeprav imamo naravne fenomenalne. Skratka, lezeš tu bralne ulice in potem po celi Slovograški prideš, ti ne prideš mimo Svete Luči, pač pesmi in potem še vseh viharjev, ki so tam bili in vseh njihovih avtorjev, imajo to oni v enem mesecu zelo komercialno, je res nemško govoreče področje, oni sami sebi 60% priločitev ustvarjajo, pol so Nemci, pol so Danci, pol so Nizozemci, skratka, z nemščino se oni kar dobro preburajo, po domače povedano, ampak ta konstanta iz leta v leto, isti princip, to je nekaj, kar potem oboli rezultate in to ljudje potem tudi plačajo, da jim oni dobro živijo. Jaz sem tukaj dodala še en zanimiv primer, ki sem se res razpomnila, ko sem prej omenila, da sem bila na tej ekskluziji in smo bili v enem avstrijskem mestu, precej smo jih obiskali, zdaj se res ne spomnim, katero točno je bilo, ampak meni je bilo strašno zanimivo, zakaj se mi zdi ta primer zelo dober. Šlo je za mesto, ki pravzaprav zgodovinsko pač ni imela ničesar nekaj drugačnega, torej na kaj bi se oprijelo. In je zanimivo, ker so sami to marko seveda ustvarjali. Oni so pač ustvarjali koncept polža, torej logo polža in kot nek, torej langsam, in so vse na to povezali, torej vse trgovine, vsi gostinci, se pravi, so se za to idejo, ki nima za zgodovino nekega ozadja, so se pač povezali in o tem gradijo in to danes prodajajo. Tako, vsi, ta povezanost, ki je trenutno mogoče, če en zaključek, čeprav bi rada dokončala zgodbo naprej, ko sem govorila o turistični ponudi. Torej, zakaj se mi zdi pomembno, da o tem govorimo, o povezovanju literarnega, poezije, turizem in tako dalje. Tudi naša turistična stroka ni dovolj izobražena. Konkretno govorim, imam prijateljice, turistične vodičke, vodnice, ki ne vedo, da je James Joyce bil v Ljubljani, kaj še ima, da je prespal itd. Hočem povedati, čeprav ima seveda Zavod za turizem Ljubljana, tudi literarne poti, ki so bile v Ljubljani v okviru dneva oziroma svetovnega slovenskega Ljubljana 2010 tako implicirane, torej so v turistični ponudbi, ampak želim mogoče spomniti, da nekateri mogoče turistični stanovalci niso niti dolastniki, ne vedo zdaj, kaj za tem stoji, se mi zdi pa škoda, dejansko, da jih ne znajo, nočejo ponuditi, pa so zelo dobro napisane, vrednotene in da tudi sama klima, čeprav so seveda te licence, zahtevajo ogromno znanja, truda, neke psihofizične angažiranosti itd. Dejansko te zadeve pa niso poznate. Ne vsem seveda, ampak splošno je to hoje, še mogoče se upravičujem. Ste dali primerjavo, kako tujina seveda to dobro zmore. Meni ljuba Velika Polana, Evropska vas Štorkel, tako je ovrednotena. Ko sem potovala v Alzaciji, na vsakem koraku plastična grda kakršnokoli Štorkla, a v naši Polani ni nič. Sicer poznamo Šopana osebno. Tudi Miško Kranje, če se navežemo na literarno, se dogaja ene stvari na to temo, ampak dosti premalo. Skratka, je v glavah, je v zametkih, je potencijalno. Malo bi še, da ne bomo tukaj več ostali pri strategijah. Ali še samo en primer, Okay. ki spomnila, viš kaj? Zdaj mi te povezave, ko debatiramo pa to turizem, literatura, poezija, ko smo bili v debati zdaj v teh Avstrijcih, me pribliskne, ko si rekla, ko se oni odločijo. In to je v bistvu čisto isto enako več umetnosti. Če rečeš, mislim, da temu teorija koncept, zdaj sem tudi na svojih 3 prstanov, torej, da nekaj uspe, se pravi ustvarjalnost, to je pač tista prva sposobnost in pa zavzetost. Torej, pač eden izmed 3 manjka, torej zavzetost, ne bo pač uresničena. Da si ti zdaj ustvarjalno, imaš veliko idej, in tega ne bo. Mogoče ta zavzetost, mogoče ne vem. Jaz bi tu Goran samo dodala, ker se Ljubljanja ne strinjamo pri eni zadnji. Jaz pa mislim, da mi turisti, turistični delavci, nam ni potrebno vsega vedeti. Se strinjam. Kar si jaz želim je, da
tisti, ki so strokovnjaki, recimo, poezije, literarnih zadev, kulturnega turizma, česarkoli, ne nazadnje športnega turizma. Jaz želim sodelovati z njimi, ampak to pomeni, ne da jaz kasiram, ampak da začnemo sodelovati, da se pridemo nasproti, vse v bistvu potrebno jih je podjetniško vključiti v sodelovanje, ne to načelno politično sodelovanje. Zato politike ne potrebujemo, ne župano nikogar, ne. Pa se mi že imamo, recimo, tak primer, pa se stvari dogaja, to so literarni oziroma pesniški festivali. To je v bistvu neke vrste turizem, to je pomenem zdravilišče. V bistvu na teh festivalih manjkajo samo še bazeni, recimo, festival Pranger ima tudi bazen, ne? Je to drugačko, tako da imamo savne, vse imamo tam. Imamo paket Pranger, ki se lahko veste zmasirati. Če ste pesni za posebno ceno, tako da... Jaz mislim, da to... Tudi, vsi, če dobite naš podpis, vsi. Ampak, se pravi, no, tle se pač nekaj že dogaja, ne? Recimo, kdorkoli je bil v Madani takrat in pa zdaj na Ptuju, Vador, Pranger, tudi ne, pa recimo Vilenica. Se pravi, to je že neka vrste turizem, pa ne da bi se sploh ljudje zavedali, da je to. Kako pa to zaredil se večernih turistov? Jaz mislim, da... Ne, sam še nekaj bi rekel, jaz nisem zdaj mislil, da bi s poezijo rešil slovenski turizem. Jaz nisem zdaj v tem govoril. Ne, jaz govorim o tem, da bi en del zagotovo se da tu povedati. Jaz ne govorim, mislim, ljudje, ki pridejo recimo na gled poslušati Avsenike, je pač to. In malo ne boš ponudil nekih drugih stvari, če to rabo in to hočejo tudi dobijo. Ampak obstaja pa najbolj nek procent ljudi, ki pač lahko jih zadovoljiš na ta način in z njima se da to povezati. Recimo festivali to so, slovenska pesniška pot, pisateljska pot, tudi je nekaj takega, najbolj namenjena sama sebi. Večmedijski projekt, ki se ravno naslanja, da bo turizem, da bo pomagal turističnim sobinom. Dejstvo je, saj to je neko moje mnenje in na način, ki ga razumem, da dejansko si gremo preveč izobraževalno. To je za akademsko izobraževanje. Sprostite, bom se intervenirala s tistimi, ste vi govorili, da nekateri turistični ljudi niso dovolj izobraženi. Treba je po mojem ločiti ta klasični koncept, ki je bilo pač neko znanje, to, kar smo tudi rekli, in v bistvu ustvarjanje zgodb, inventivnost. To, da v bistvu če je turistični vodik zainteresiran za to, da naredi zgodbo, bo sam raziskal, kaj se da dobiti. Če pa je zainteresiran za to, da bom pokazal svoje znanje, da bi pokal v šoli tam skozi na izpitu, potem pa ne bo šel. Nima te potrebe, notranje, svoje. In v celotnem turizmu je v bistvu ta raznolikost, verjetno prodanje raznolikosti, da nima veze, ali je to velemesto, ker velemesto funkcionira in zato, ker se neka množina zgodb. Če imaš pa ti v bistvu eno šolsko turistično strukturo, kjer se reče, da en turistični vodič vse že obvlada, da je vse absolviral, potem v bistvu samo gostu ne pustiš prostora, da se individualno udejstvuje, da naprej raziskuje nose, v 3 dneh naveliča in gre naprej. Ker ti možeš, da sama raziskuje, se pravi, enako kot turistični vodič, v bistvu išče, kaj lahko raziskuje. Tukaj bi najdel svojo motivacijo. Jaz sem samo dala primerjavo, pač tam imaš literarne poti Ljubljane. To je dejansko možno dobiti to storitev, ta paket in licenciran turistični vodnik se zna popeljati te poti. In če si ti dejansko, ki nastopaš s to funkcijo, se po mojem osebnem mnenju se mi zdi nujno, da si ti seznanjen z nekim prostorom, sploh če večinoma delamo s tvojimi gosti. A ni to prva asociacija, Džosa si poznamo, če dovolite, kaj se je z Irsko naredilo, kako se je Guinness povezal, ne vem, če ste obiskali Guinnessov Storehouse. Ti piješ, hodiš po tistih industrijskih obratih, kaj na koncu razsudetje. Ti bereš izseke, sudi ceste, To je zopet misliti literarni turizem. O tem govorim. Seveda se strinjam, ne nekaj moraš zdelati na tem. Seveda to je moje področje, ampak v smislu se trudim
da se čim boljše, da to ne nekdo učenje. Ampak če dejansko, če tebe pokličejo, da ti vodiš po nekih literarnih poteh, pa mislim, da moraš imeti neko splošno sliko, kaj se je dogajalo v tvojem okolju, ki ga še dobro poznaš, oziroma si šel tudi iz nekaj izobraževanja, ki ni tako enostavno, to želim povedati. Mislim, ker recimo zgodovina literature in umetnosti nasploh po celotni dobi je polna takih cankarjevskih zgodb, kjer so bili vsi ti umetniki, mislim, tako ali pa drugačni, srečni luzeri, ne vem kaj, ampak recimo Nori Van Gogh se danes lahko super turistični produkt, ali pa kdorkoli, ne vem, Dunaj je poln teh zgodb, ker se pač iz tega naredi zgodba in tudi ta negativni pol v bistvu je zgodba in tudi je privlačen, ne. Sem tako, da, ne vem, te imeli predsodke pred tem, da je zdaj, ne vem, ta pijanca, nesrečna. To je bilo moja osebna izkušnja, to ni moja mnenje. Jaz ravno s tem izhajam, da to spreminjam, da to ni približno. Ravno to je to, kar lahko recimo tudi poezija da, recimo, rečemo zdaj turističnim vodičem, da jih nauči to zgodbe delati. Tako, v bistvu je zgodbanje, storytelling. Mislim, če že smo zdaj čisto konkretni, pa recimo lahko DSP ali pa Kud Pranger, ne, in naredi izobraževalni program za vodiče, pa jih izobraži, kar jih je radi. Jaz sem bolj zada, da se vključite in da sodelujete. No, pa tako. Gost je ti zanimiv, kot recimo nekdo, ki tebe povzema, ne vem, jaz pač vidim to. To se jaz recimo hoteli zdaj reči, ne. Pač različne zgodbe, če lahko timo rečemo zgodbe, mislim, pač ko smo govorili torej o akademski sferi in tako naprej, ne, postavljati v sožitja. Dobene ni treba pozabiti, ali pa se je izogniti, ali pa je dati malo na stran, sam torej jih postavljati skupaj in s tem imaš tudi več možnosti za zadovoljevanje različnih okusov. In tako, ne vem, predstavitev na nek način, neka predstavitev literature mogoče klasična, neka inovativna in zopet neka druga. Pač temo, da se torej odločijo, da pač izberejo, da skupaj bivajo. Tu vam zdaj en primer, recimo literarni festival World Probably iz Švice. Urška je bila enkrat tam in zna povedati, ko je ta festival traja ravno 3 dni, ali 4 dni, tam ogromno ljudi pride, prav na literarni festival. Je sicer tudi s prozom povezan, ampak ljudje si zakupijo, pridejo v hotel, zasedajo vse možne razpoložljive naslove tam. Zdaj leto se že 20. izvedba, ampak pa se tam je stopnina 180 švicarskih frankov. Potem je 200 frankov, če hočeš biti prijatelj festivala. 500 frankov je stopnina, če hočeš biti pa mecen. In je pa seveda festival narejen tako, ker je to svetljatno, da je oplemeniten s temi pohodi. Da se gre nekam tako brati na neko čtekam pleca. To, ker se v Vilnici se je bralo v Dajanu. In to laufa dobro, mogoče je Švica nekaj drugo, kot je Slovenija. Slovenija že največ težko najdel mecena, ki bi plačal, rečemo, 400 evrov, samo zato, da bi bil mecen. Če poznamo zgodbo, da ljudje, recimo na Planico ali v Maribor na smučanje, tisti, ki imajo keš, niso hoteli karte, pa se težiš. Na Irskem je bilo. Ja, recimo, skratka, dajo neki vzorci. Če v Sloveniji mi uvedemo stopnino na tole debato, tle nobenega ne bo posebno. Jaz mislim, da je zopet... Kaj se zgodi, če uvedemo stopnino na to, ne? Mislim, da bi mi trije bi se pogovarjali. Lahko zelo nekaj eksperimenta, nobene ne bi bolje, če bi se rekli, da dejansko zgodila. Recimo, ne smo reči pač na Iriju, ko smo bili najbolj tisti finančni krizi, pač moramo reči, da ko smo štartali, pač na začetku, ko ne moreš denarja od razpisov dobiti, je bilo pač to čisto osebna vlaganja, ki se lahko tako reči, ki se potem dolgoročno poskupnilo ta osebna vlaganja in še ni dohodkov od razpisov, je to nek tak bumerang. Ti imaš vrečo, ki je sicer tvoja, iz katere jemlješ, ne razmišljaš tržno in potem, ko ta vreča skupni, pa začneš se prisiljeno razmišljati. To se je recimo pri nas na Iriju na začetku zgodilo in mi smo v enem obdobju uvedli te skupine in nam so te skupine ravno, pač ko smo dobili od razpisa, smo to ukinali, pa smo zbirali za elektriko in tako naprej, ampak ljudje so se zelo dobro resnično na to odzvali. Jaz sem bila presenečena, pa je kdo rekel, kako bo. Tako da, moje osebno mnenje je, da to tudi seveda
umetniki, zdi se mi, da je problem v nas, ker si ne postavimo cene. Danes prideš na literarni večer, prideš brezplačno, pa še vino dobiš, pa še domače pecivo, pa še tudi, da še knjigo ti ne dajo, da s tom prosim vzamem, ne? Ja, hvala. Ja, te prosim vzamem, ne? Pač ne, tudi ko greš v kino, karkoli druga, pač moraš plačati. In jaz verjamem, da tudi cena mora biti primerna, ne €1, neka višja cena, ker ti s tem nekaj sporočaš, boš tudi bolj zainteresiran, bodimo realni, ne? Da pač tam ostaneš. Mislim, jaz sicer ne mislim, da se to recimo pri nas ta primera, ne, da čez noč, ampak verjamem pa, jaz sem čisto prepričana, da je to čisto možno in čisto verjetno, samo na nek biti mehek način, da bi pač temu lahko rekla. In pa seveda z nekim dogovorom, da bi največ pa dolgoročnim. Da bi šli vsi v to. Tako. Imam eno primerjavo, če dovolite, ta se mi zdi, da je en fan. Ja, in sam, ko ste rekli primerno ceno, ne? Meni se zdi, da je tukaj zelo pomembno se zaveda tega, da če ti prideš nekam brezplačno, prideš avtomatično brez pričakovanj. In ti, če si prišel tja za brezplačno, če bo tudi ful dober, nikoli ne bo toliko dober, kot če boš ti dal za neki €1, pa bo ti briljantno, to je bilo pa samo €1, pa je bilo briljantno. In potem, ko bo to 10-krat briljantno za €1, lahko ti daš temu, zvišaš ceno. In bo tudi, ker pač meni se da mora predvsem pride to, zakaj naprimer dajo po 500 frankov za ta festival. Sem pripričan, da na začetku se ni začel iz nule za 500 frankov biti cena, ampak ko je enkrat ta mentaliteta, da to je pa vredno tega denarja, pa pač se tukaj tudi nabere, a ne? Cene niso brez... V Švici ne veš nekaj pomeni, če so ti v cene gradnega festivala. Ne, meni se ne vem, če je kdo bral Cimijevo kolumno od turizmu in zgodbah, ampak on v bistvu prav omenjal, da je v Sloveniji obstaja neko omalovaževanje v bistvu zgodb, resnico pa zgodbe tiste, ki edine prodajajo turistične produkte. Imaš lahko, spomnim smo bili na Irskem, smo gledali nek gozd, mislim, ker je tam pač samo nekaj gozdna jasa, ampak tam je bil podzemni svet in so bile vile in ne kaj še vse, ali pa Francozi tudi kažejo tam neko začarano drevo, nek sred gozda, neko drevo, ali pa en kamen, kjer je šel Napoleon mimo in to je cela zgodba, ne? Ljudje pač hodijo tja, gledati v bistvu tako stvar, ker v bistvu turizem ni nič drugega kot zgodba, ne? Prodajanje zgodb. To ni v resnici, zdaj mi pa mislimo, da imamo lepo naravo in da bojo vsi verili, da avtomatično je ta narava tako lepa, da bojo sami prišli. Ne bojo, če jim ti ne pokažeš zgodbe, oni potem posledično uživajo v naravi, v hrani in tako naprej. Ampak prva je pa zgodba. In to omalovaževanje zgodb, ker oni čeprav omenjajo, da so tudi sodobni pisatelji sposobni ustvariti te lokalne zgodbe, ampak da jih turistični delavci ne jemljajo resno, samo zmahne z roko, kaj pa ti veš, kaj je to masivni turizem. V resnici pa ta zamenjava mentalitete v bistvu med tem, da ti turiste obravnavaš kot številke, se pravi masivno, pa da jih obravnavaš kot individualce, ki bo vsak doživel individualno izkušnjo, to je ta preskok, ki je v bistvu tudi preskok iz socialistične mentalitete v ta srednjo, po moje. Če dovolite, trenutno smo v sredi trajnostnega. Zdaj trajnost ne izničuje tega. In ta je čisti kontra množičnemu in ravno danes delamo na tem zgodbanju, storytellingu, festivalu. V svetu je blazno popularna tako imenovana igrifikacija. To pomeni, da se prav vodniki oživijo, na Danskem primer LARP, tudi Krašava Live Active Roleplay. Torej, hočem povedati, sem grejo tendence. Dejansko se turistični snovalci trudijo, zavedajo, vemo, kje, ampak seveda nismo vsi mogoče na enakem, je res ogromno neke samoiniciative potrebno. Festivali se na to, da bi se ene zgodbe vodilne že vsaj se tem lahko priključijo, ker ne vem zdaj, kakor spomnim,
Avstrija pa Nemčija imata prav ministrstvo odloča, čisto strateško, kaj prinese kot denarja. Ampak ni slučaj, da imajo v vsakem mestu svojega mestnega pisca za celo leto. Mislim, zakaj bi oni vlagali v mestnega pisca, če ne bi to pač nekaj prineslo? Jaz se moram tukaj vključiti, pa upam, da ne boste čisto kratka, ne boste narobe razumeli. Jaz imam zgodb in storytellinga tukaj gor. Zdaj bom pa povedala, zakaj. Vse prav, kar ste rekli in se strinjam, ampak to je meni na drugotnem mestu. Prvo je kompetenca, zagotavljanje kompetence. Tukaj v Sloveniji žal domače naloge nismo naredili na nobenem tako imenovanem produktu. Ne. Infrastruktura, kot recimo, zdaj v turizmu rečemo primarna turistična infrastruktura, so hoteli, gostilne, to je v mojem vrednostnem sistemu sekundarna infrastruktura. To je vse zadnje, kar gosta zanima. Gosta izbral bo glede na svoje potrebe, na svojo debelino denarnice, on bo zbral ne zaradi nas, kar pač imamo, pač iz tistega bo zbral po svojih nekih tokovih, na to mi nimamo vpliva. Kompetence, ki jo imamo na različnih področjih, ko razvijamo turizem. Tukaj bi primarno pogledali, kako nas tujina dojema, torej kako nas zunaj vidijo. Torej kot zelene, kot en tak secret spot, še ne doživete, torej ne raziskane, ne povezujejo nas na tujih trgih kot nekaj kulturnega bisera, naravni biser nas povezujejo. Zdaj pa, kaj so tisti masovni? Zaradi tega, ker tisti, ki delajo v turizmu, mislim, kakšne turiste hočeš imeti. Jaz se točno spomnim, ker recimo festival Vilnice je bil eno samo leto v Kopru. Točno spomnim, kako so reagirali Francozi, so prišli v hotel Žusterna. So rekli, sem, ne pridemo več zato, ker je to socialistični hotel brez domišljije, nima nobenega šarma. Mislim, pa to je hotel, ki je bil prenovljen po teh zdraviliških tendencah, kako je treba umetne skale narediti, ne vem, pa nekaj take. Rada bi samo v bistvu čisto kratko povedala, da v bistvu kompetenca, kar primarno na čemer gradijo recimo Avstrijci svoj turizem. Kompetenca. Oni rečejo, mi nismo svetovni prvaki v turizmu, mi smo svetovni prvaki v alpskem smučanju, kar pomeni, da imajo svoje tiste zadeve, ki vlečejo, ki zadovoljuje hrepenenja gostov, poleti, pohodništvo, gorsko kolesarjenje, pozimi smučanje, alpsko freestyle, nordijsko, karkoli, da imajo najboljše na svetu. Danes ne moreš biti ti merilo znotraj meja. Ti danes nastopaš globalno in ti moraš kompetenco zagotoviti. In v bistvu moramo pa si priznati, kaj so tisti osnovni motivi. Na njih nimamo vpliva. Mi se jim lahko prilagodimo ali pa tudi ne. In tam znotraj potem te niše iskati in v bistvu kompetenco predati vam, ki se s tem ukvarjate. In združiti to seveda sekundarno zgodbe, predstaviti in pritegniti. Ampak v bistvu, če želimo vsi skupaj nekaj imeti od tega, moramo gledati, kako nas drugi gledajo, ne se sami sabo ukvarjati. In to Mazinja jaz obožujem. Ampak to je bil prvi članek, ker sem videla, da je v bistvu pavšalno pogledal, vse dva napisal. Tega je dosti, ne? Se mi zdi ogromno govorjenja o turizmu, ogromno je... Ja, ker vsi Slovenci smo strokovnjaki in za medicino in za turizem. Recimo naš primer, ne, Celje. Mi vemo, da tisti, ki pridejo v Celje, pridejo zato, da grejo naprej. Iz Celja grejo naprej, se pravi, proti Avstriji, ne, rečem Mariboru, ne, oziroma pač na Primorsko, ne. In pač, ko se ti tega zavedaš, ne, mi zdaj pač vemo, in bojo prišli, ne vem, zaradi zgodovine, ker je ne poznajo, ne, se ne nadejamo več tega, vemo, ker je to skozi, ampak vemo jih zdaj ničim dlje časa zadržati. In s tem se mi zdaj hvalimo, ko pridejo k nam, ko pridejo v naš hostel, mi imamo nič, če imamo samo sobe pa zgodbe. Mi imamo tam, pač smo povezani s 15-20 organizacijami, boš to, boš na jezero, boš to, ostan še en dan dlje, ne. Pa poprečna doba bivanja Slovenije 2,7 prenočitev, ne. To je pa realnost, ne. 2,7 dni. Ja. Tako da je relativno majhen čas, da
neko se predstaviš neko svojo. Jaz bi bom dal takoj besedo. Jaz sem hotel se še pogovarjati o strategijah, pa sem ne sem hotel mariborski primer dati pa ne bom. Kako se je kulturni lokalni program delal v neskladu z vsemi ostalimi regionalnimi razvojnimi strategijami. To ni čudno. Lahko bi imel tudi festivala, ki je svetovno ime, festival, ampak tako rekoč v Sloveniji turisti ne vejo za njega. Če bi to imel Avstrijci, bi z tega ni svetovno slovenilo. Vsi bi lahko bili tako gledati. In ker pa je zgodba že napisana. Tu je zgodba že napisana, tu ne rabiš nič več. Filmi so posneti tako. Tako da jaz bi tle za ta uradni del zaključil, pa bi dal besedo ste se jo že nekateri krepko vzeli. Mogoče bi samo na en vidik spomnil. In kar se mi zdi zanimiva razprava, to pa tudi mislim, da v bistvu Slovenija, kar se tiče kulture, praktično je tudi zelo malo zgodb predala, da je recimo turistov, da je to, kako bi rekel, po mojem, ni omembno redno, po mojem mnenju. Način, kar bi se jih pa dal prodajati, pa zmeri možno malo pogubljati, pa si dobre prakse. Bi pa na eno stvar spomnil, kaj se tiče recimo teh večjih kontekstov. En od teh je recimo pač, jaz mislim pač, da se da primerjati tudi za mogoče ne po kulturni kontekst. Primerja se lahko vedno si. No, jaz bom dal en primer, ki mi je bil zanimiv. Pred leti sem delal za eno založbo, pa je ta založba izdala eno knjigo od Alekseja Monroja Leibach, meni skapil realni monolit, in sem poslal na vse web page od NSK Leibach v svetu pač preprosto notico, da je press konferenca in se je od 30 do 40 ljudi na tej tiskovni konferenci pojavili. Iz tujine. So si sami karto plačali. Se pravi na tiskovno konferenco. Recimo Ljubljana te zgodbe absolutno ne prodaja. In Ljubljana ima enormno število zgodb, ki bi jih lahko pač turistično v določene forme in izkušnje in tako naprej zapakira. Po drugi strani je pa zelo bistveno, da te zgodbe nekdo pod kaj stadijo v izhodišču lahko obdela. Zato, ker v resnici pač, kar se tudi kontekstov tiče, oni imajo literaturo, že vse napisano, gre za montažo, direktno informacijo. Ja. To je ena stvar. Druga stvar, ki sem jo hotel omeniti, in dobro, kako bi temu rekel, primer tega, kako turizm vstopi v kulturni kontekst in kdaj, in seveda pač, mogoče najbolj klišejsko, ampak New York, ki v 70-ih letih bil na robu bankrota in so se odločili, da je rekel, vodstvo mesta, pač da morajo turizm spraviti v mesto. In problem, ki je v zadnjih, se pravi, 30 letih nastal, da oni prodajajo zgodbe o zadevah, ki jih ni možno več v mestu živeti. Se pravi, oni čez 20 let ne bojo v zadnjih 30 letih ne bojo mogli prodati nobene zgodbe, ker praktično, ki bi rekel, za omenitev prostorov ni več. Obstajajo seveda tudi case study napisani ene ameriške ekonomiste pa umetnostne zgodovine, o tem, kako se je gentrifikacija Soha dogaja. Se pravi, v trenutku, ko je kulturni turizm vdrl v mesto, so bili umetniki znani. In vprašanje, ki ga bi jaz postavil, je ta, a je mogoče prodajati ne zgodb mrtvih umetnikov, pa mrtvih kontekstov, ampak a je mogoče na kak način zgodb povezati s tem, kar je pač živo. Kar se tiče pa zadržavanja ljudi na mesto, festivalski turizem je ena stvar, pač, ki obstaja pa že zelo dolgo. Se pravi, če hočeš ti na enem atraktivnem mestu, pa ki verjameš, pač, da je atraktivno pač zadržati ljudi za več časa, pač organiziraš 4-dnevni festival. Navadno v bistvu v tujini so tako pametni, da ne prodajajo samo lokalnih zgodb, ampak povabijo še kako tujo zvezdo, na kateri se pač turisti prelepijo in pa seveda turisti ostanejo, bi rekel, se prej sve seznanijo z lokalnimi zgodbami in tega naprej. Mislim, tak, teh, kaj bi rekel, primerov je nebroj.
In jaz bi tako predlagal, mogoče bi mogli literarni festivali, kot je Prangera, pa ljudje, ki delajo na področju kulture in ki bodo v naslednjih 10 letih ostali brez javnega denarja pa subvencij, mogoče dejansko začeti razmišljati, da je mogoče kak denar potegniti direktno iz turizma in na tak način fundraising delati. Zato, ker je turizem čez 20 let zgodb v tem času ne bo mogel več prodajati, ker bi rekel, bojo razmere take, da umetnost, skupnosti, kulturne temperature pa ekosistemi pač ne bojo več mogli. Vse to se že, to recimo v primeru Prangerja, to se že dogaja. Če mi potegnemo črto, koliko je festival Pranger vreden, pa ne bom povedal, koliko je tist denar, ki ga dobimo not v kešu, je recimo to, da rečemo, na šestino. Vse ostalo se potegne not tako drugače in vedno je, zdaj, ko si omenil, to sem to pomislil, je povezano s turizmom, je iz tega fonda tako drugače. Ali so to usluge, ali so to popusti, ali so to sodelovanja z različnimi turističnimi ali kulturno-turističnimi organizacijami, skratka. Ampak še en konkretni primer. V bistvu festivali morajo začeti, tudi pragmatično delovati na ta način, da bojo, se pravi, če so neki lokalni skupnosti, vsem gostilnam in restauracijam razdeliti vprašalnike, v katerih bojo oni napisali, do kjere mere je njim profit narasel v cajtu festivala, in to pa seveda tudi financerjem nekako predložiti, zato ker javni financerji pravijo, da učinki kulture niso neposredno merljivi. Če jaz smem samo hitro direkt na to, se prečujem skočiti. Moram povedati zelo super primer iz Rogaške Slatine, kjer smo se mi pojavili leta 2007, ker smo protestno pobegnili iz Šmarja, ker so nas zamenjali za veselico in nas niso imeli radi več. Šli smo v Rogaško Slatino, trajalo je 5 let, da nas je kontaktiral ta velik hotel, s katerim zdaj delamo, Masaža Pranger, to se kaj sliši, in določene produkte skupaj delamo in jih oni tudi ponujajo, recimo lani so ponujali svojim gostom, da grejo z nami in doživijo pesniško branje pred Prangerjem tam in tam. Niso se dovolj potrudili v gredu. Oni so nas našli, pa smo mičkali, ne? No, to je ta kompetenca, da če se prej nismo prav razumeli, to je zame v bistvu... Povezavanje. Ja, oni so kompetenca. Vi ste rekli, da je v bistvu abstraktni koncept storytellinga je več, če je abstrakten, ne? Ja, ker ni to to, prosto. V bistvu prodajamo nekaj kar. Jaz bi se samo drugačko povezano. Mogoče navezala, čisto konkretni recimo primer našega zavoda. Torej, Celjski mladinski center, recimo, mi smo javni zavod, imamo tako javno službo in tržno. In recimo ponovadi, ko jaz rečem, ja, pač vi ste pa javni zavod, vam pa, kot vam je fajn, pa to, ne? Ni problema, pa rečem 15 zaposlenih imamo, pa 10, ker jih, ne vem, konstantno dela prek študentov, ja, valjda, vam ste občina da, ne? Ampak recimo, naš budžet, 27% da občina, 27% da občina, 70% pa moramo mi pridobiti sami, ne? In recimo 30% mi dobimo od EU-ja, 50% pa mi moramo sami z trgom ustvariti, ne? In recimo, pri meni, mislim, ne more se zgoditi, ne, da zdaj en mesec ne bo plač, da ne bo regresov, in to je tisto, ne, ko ti pač veš, ja, se ukvarjaš s kulturo in hkrati istrno, ti to moreš in si pač prisiljen, da poleg pač teh javnih sredstev, ne, ki te seveda te potiskajo, ampak tudi, da skušaš tisti trg, ki ga imaš v tistem prostoru, kjer si pač izkoristiti, ne. In to jaz mislim, da je samo prilagoditi, ne? Ja, in samo prilagoditi, ne. In to se ne zdi, kar je tisto danes, ne, jaz pravim, jaz sem absolutno, mogoče te po mediji spremljam, ko pač rada kritiziram te razpise, pa to, ne. Vse absolutno, ja, pač potrebujemo več, ampak jaz mislim, da nekateri razpisi so res zelo trapasti, ne, pravijo, tudi dobiš, pa mora biti pa vstopnica brezplačna, ne. Pa dajte spodbuditi, da ti umetniki
umetniki iz tega denarja še nekaj več naredijo, zakaj morajo biti zdaj brezplačne. Tako, in to javni denar se mora obrniti. In recimo, jaz skozi tako razmišljam, ko delamo, tukaj zdaj občina, dajmo iz tega še oplemeniti. Dajmo iz tega, recimo, izdajamo mi zdaj neko oglaševalnik, tiskamo ga 2500, smo čist iz tržnega križa, vsak mesec izdirajo 2500 tih poslov. Pa so rekli, so nas kritizirali, kam zapravljate javni denar, pa sem rekla, ne, mi smo mladi, mi to krijemo, kar mi zaslužimo. Tržni denar, ampak kaj bomo zdaj naredili, kaj delamo? Mi smo šli do vseh teh lokalnih podjetij, da bojo oglaševali, se pravi, da mi zopet dobimo iz tega pač prihodek in končni cilj je, da nam ustvari, ne samo da pokrijemo stroške, ampak da iz tega ustvarimo pač profit. In mogoče, ne vem, včasih razmišljam, da ko spremljam pač malo kulturo, da mogoče včasih umetniki, pa tudi sebi s tem vplivamo spledo, rečemo, trg, to pa zdaj nekaj umazanega, denar, vsej se mi zdi, da to se še spreminja, ampak vseeno pač nič ni narobe z denarjem. Vsi radimo preživeti in tudi umetnik ni umazan zaradi pač denarja. Ti umetnik mora zahtevati, da je plačan in to tudi biti izkušati, z tega nekaj narediti. In res ni prav to, kar smo prej govorili, da v bistvu vse zastojni, zaradi tega, ker od tega nimamo odnosa, ker je samo po sebi umevno, potem se tudi mi, ki to pač dajemo, ne potrudimo, dovolj se ne prilagajamo trgu, to, kar je bilo prej. Ampak to je v naši kulturi, mi vsi pričakujemo, da je vse zastojno. Mene ne vem, kolikokrat kličejo tukaj razni zavodi za turizem, če bi jim jaz prišla best practice predstaviti, pa da se pripravim prezi, pa to je moj čas, so moji stroški, jaz sem na trgu. In v bistvu, tako kot je Mazini tudi enkrat napisal, da tega zastonjkarskega si on več ne bi. Se tudi denar, ki ga dobimo na razpisih, ni zastonjka, je zelo drago. Na razpisih je 70% administracije, pa v bistvu za stroko zmanjka. Skratka, predfinanciranje, DDV zagotavljati, vse tako enostavno, zato pa ta kompetenca, sodelovati za tistimi, ki znajo in jim to tudi plačati. V anglosaksonskem svetu in v Nemčiji je normalno, da se plačajo vstopnice in točno so zračunani procenti, koliko recimo neki literarni festival, koliko procentov svojega Budvačeka dobi iz prodaje vstopnic, koga dobi zasebnega, ne vem, koga dobi sem. In to je ta pot, katero bi morali iti. Moje vprašanje je mogoče retorično, ali pa ste se ve, ki ste kulturne same po sebi in tudi ekonomistke, že ukvarjali s tem, ali je to povezano, o čemer se zdaj pogovarjamo, o tej neki zaprti hodi s slovenskim ali pa vsaj mogoče verjetno slovenskim odnosom do denarja, ali kaj? Od denarja, mislim, čisto strukturno me zanima, če ste to že... Jaz pač govorila, moje osebno mnenje je, da je treba to škatlo, kot bi temu rekli, če v bistvu dobi na večjih mestih odpred. Pač zdaj, če bomo sami umetniki delali, pač festival bo pač želel, temu to prodajati, treba je pač, da je podpora iz večjih strani, tako kar sem prej tudi v razpisih govorila, pač sam lahko nekaj narediš, ampak rabiš še podporo tudi od zgoraj. Torej, tudi država mora to spodbujati. Mislim, vse sami lahko, ampak gre to prepočas. In tudi pač, tudi ta mogoče pač miselnost, ampak mislim, da smo že zdaj nekako v teh časih, mogoče, gremo iz ene skrajnosti, torej denar kot nekaj, kar ne, mislim, nekaj umazane na umetnosti, oziroma pač v drugo, ko se že pač odpiramo. Jaz mislim, da bi ta pot, torej iz večjih strani. Pa tudi to, kar ste prej rekli, da se mora javni denar vrniti. Barbara, nekaj čakamo že, vem, da boš samo da damo besedo. Mogoče dve čisto malo izven skočiti, če dovolite, mogoče na temu zastojnju, ker se spomnite Kino Šiška, kaj se naredili, to je tak zelo dober problem, ko so se angažirali, pa mogoče v festivalskih zadevah, verjetno naš priznan, mednarodni priznan, je divina in poezije. V tem kontekstu, kot sem ga raziskovala jaz osebno,
da dejansko je z ene zaspane vasice, Medane, ki jo seveda nevarno te primerjave imenujejo Toskana. Toskana je samo ena in je tam imamo pa Medano in Brde. To so že druge teme. Skratka, kaj se je za voljo tega festivala naredilo, tudi glede na to, da gre za to izrazito ruralno kmetijsko, rekel bi, vino moralo biti glavno, prednjači ravno poezijo. Mogoče gre v majhnih kontekstih je še lažje take stvari uveljaviti in je Slovenija idealna za majhne kontekste, če se jih zna narediti. Ampak jaz bi v bistvu sam to, kar sem hočela prej reči, po mojem gre dejansko za preskok mentaliteti, to, kar ste rekli, se pač javni denar, oziroma da to mora biti tisto, kar potisne, ne pa da v bistvu se zaustavi. Ker jaz recimo en primer, to ni sam pri nas, en primer je recimo, nisem na festivalu Struga, to je eden najstarejših festivalov, bivših stavim tudi eden najstarejših evropskih festivalov. Zanimivo, da oni izdajajo grozljivo drago festivalsko publikacijo tistega njihovega laureata, ki je trda vezava, mislim, težka je 3 kile, ne vem, koliko, ampak tega oni ne smejo prodajati. Zdaj si pa vi predstavljate, mislim, da denar, pač en kup enega denarja za to publikacijo potreben, ampak jih se ne sme prodajati. Meni se je zdelo to totalno začasno. In podobno je ta miselno, da imaš pač ti neke prireditve, ampak jih moraš v bistvu, kar pač češ, to je javno podprto in javni denar se ne sme obrniti, oziroma mora potem ostati na tej točki. Dejansko se pa tudi dogaja, pač če zdaj zelo karikiramo, oni lahko samo polarijo, pač izdamo knjigo, koliko mora imeti avtor teh vstopov in tak naprej, tukaj se mi zdi, ne vem, da se danes vidi, da se še da tukaj grozno veliko narediti, da se tam se šele za izdajo knjige se šele začne pot. Se mi zdi, da se vse založbe nato tega ne zavedajo, pač delam krivico, vse, ampak tukaj je še material, da se še da narediti. Ja, mislim, ne vem, mene predvsem zanima, ali mi delamo ta literarni, kulturni turizem zase, ali zato, da bi koga iz tujine pripeljali, ne? Ne vem, to je meni zame prvo vprašanje. Zame zagotovo je za vse. V prvi vrsti, da ga mi razumemo, da še vedno ostanejo te neki izobraževalni. Nekaj, če je za vse popolnoma spremeni koncept festivala. Ne. Ja, samo da. Ker če je za vse, tudi moš pa takoj prevode v 5 jezikov zagotoviti. In to je 5-krat stroško. Mislim, je treba tudi marketing drugače staviti. Mislim, to mene zanima, za koga bi poljni delali literarni pesniški turizem. Mislim, globalno, začeli ste kulturni turizem, literarni turizem. Ja, recimo zdaj literarni. Ampak definitivno globalno delamo, moramo vedeti, ali želimo tuje goste, ali delamo najprej na domicilnem gostu. Seveda tujni, ne? Tako kot Slovenija promovira, v bistvu bi potrebovali 10 let, da bi nekaj, recimo Prešerna, ki je dobro preveden, ali pa Šalom, dobro preveden, da bi na tem gradili. Ampak vprašanje je to, ali to želimo, v bistvu tudi to je prvo in ključno vprašanje, ki se ga moramo staviti. Jaz se zelo pomembno, da so najprej sami hedonisti v tem. Tisti, ki pridejo. Če meni nekdo, recimo, da sem jaz slovenski turist v Sloveniji, ne? Ja, pač nisem v slovenski turist v tujini, ampak v Sloveniji, ne? Moja prva asociacija na literaturo je, kaj? Šolski kurikulum, ne? In turistu pač ne moš istega prodati slovenskemu turistu. Morda tujemu lahko, slovenskemu ne moš. O tem jaz govorim, za koga to delamo. No, to se festivali sami odločajo, za koga delajo. Se imamo različne festivale, ki imajo različne pač usmerjenosti. Če ti delaš festival na ta način, da povabiš tako, ki mi slovenske pesnike, potem za tujce malo teže delaš, recimo. Ker jih, to je jasno, če delaš, ne vem, neko vilenico ali takega, delaš tudi za tujce. V skratka, jaz sem imel, bi tle postavil piko, se mi povečujem, ker nas še nekaj čaka danes. Bi se zahvalil, gostom, da so prišli. Hvala.
Upam, da je debata inspirativna, vsekakor je bila predolga, ker so vsi šli. Hvala. Smo uvedli neko nov hec, bomo videli, če bo to zdržalo, vodo. Se pravi, da Nina iz TSP-ja bo povedala, kdo je letošnji nagrajenec, nagrajenka Stritarjeve nagrade. Dobar večer. Nina Poker, Društvo slovenskih pisateljev. Najprej bi upravičila našega predsednika Iva Svetino, ker je moral zaradi nujnih stvari zapustiti ta naš prostor in mi je predal eno zelo lepo nalogo, da razglasim ime letošnjega oziroma letošnje Stritarjeve nagrajenke. Gre seveda za nagrado, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje mlademu metalnemu kritiku oziroma kritičarki. Žirija v sestavi Ivan Dobnik, predsednik, potem Aljoša Krlamo, lanskoletni nagrajenec in literarna kritičarka Tina Kozin, je izbrala nagrajenko Tanja Petrič. Javnost obvestijo o podelitvi nagrade, ko bo dejansko nagrajenka iz rok predsednika Društva slovenskih pisateljev Iva Svetine nagrado prejela, da jih vsi skupaj povabimo na zaključno prireditev, svečan zaključek festivala Pranger, kjer bo nagrada podeljena, torej, če lahko tudi v imenu organizatorjev festivala povabim, to je sobota, 4. julij od 20. uri v Kulturnem centru Rogaška Slatina. To je bila razglasitev, veselimo se podelitve, Tanja pa iskreno čestitke. Mislim, koliko sem razumela, imam govor pripravljen za soboto. Tako da zdaj bi pa rekla samo to, da najlepša hvala za razglasitev, hvala za nagrado. Kaj lepšega, bolj poetičnega bom povedala tudi mogoče v bolj poetičnem okviru Prangerja. Skratka, pridem na Pranger in se vidimo v Rogaški Slatini. Zdaj pa eno čisto tako življenjsko. Dala sem hladiti 2 šampanca, tako da bo treba nazdraviti. Z Maribora sem